V notranjem stoji vas, vrh po imenu. V tej vasici je živel v starih časih Krpan, močan in silen človek. Bil je neki tolik, da ga ni kmalu takega. Dela mu ni bilo mar, ampak nosil je od morja na svoji kobilici angleško sol, kar je bilo pa že tistikrat ostro prepovedano. Pasili so ga mejači, da bi ga kje nehotoma zalezli. Poštenega boja z njim so se bali ravno tako, kakor pozneje štempiharja. Krpan se je pa vedno umikal in gledal, da mu niso mogli do živega. Bilo je po zimi in sneg je ležal krog in krog. Držala je samo ozka gas, ljudem dovoljna od vasi do vasi, ker takrat še ni bilo tako cest, kakor dan danes. V naših časih je to vse drugače, seveda. Saj imamo, hvala Bogu, cesto do vsakega zevnika. Nesel je Krpan po ozki gazi na svoji kobilici nekoliko stotov soli, kar mu naproti prižvenketa lep voz, na vozu je pa sedel cesar Janez, ki se je ravno peljal v Trst. Krpan je bil kmečki človek, zato ga tudi ni poznal, pa se ni bilo časa, odkriti se ni utegnil, temveč prime brž kobilico in tovor z njo, pa jo prenese v stran, da bi je voz ne podrl. Menite, da je Krpana to kaj mudilo, kali? Bilo mu je, kakor komu drugemu vstal prestaviti. Cesar, to videvši, veliko čjažil, da naj konje ustavi. Ko se to zgodi, vpraša silnega moža. Kdo pa si ti? Krpan mi pravijo. Doma sem pa z vrha od Svete Trojice 2 uri hodal tukaj. In kaj pa nosiš v tovoru? In kaj? Gresivno gobo pa nekaj brusov sem naložil, gospod. Ako so brusi, po kaj so pa v vrečah? Bojim se, da bi od mraza ne razpokali. Zato sem jih v slamo zavil in vrečo potisnil. Anti veš, kako se taki reči streže. Kaj pa, da si koniča tako lahko prestavil? Res nima dosti mesa, pa ima vsaj kosti? Vem, da imajo vaši konji več mesa. Pa vendar ne dam svoje kobilice za vse 4, ki so tukaj napreženi. Kar se pa tiče prestavljanja, gospod, upam si nesti 2 taki kobili, 2 uri hoda in tudi še dalj, če je treba. To velja, da bi se zapomnilo. Minilo je potem leto in nekateri dan. Krpan je pa zmerom tovoril po hribih in dolinah. Kar se pripeti, da pride na Dunaj strašen velikan Brdavs po imenu. Ta je vabil, kakor nekdani Pegam, vse junake našega cesarstva v boj. Ali cesar pa tudi ni imel tako boječih ljudi, da bi dejal, nihče se ni upal nad. Toda kdor se je skusil z njim, gotovo je bil zmagan. Velikan pa ni bil mož usmiljenega srca, ampak vsakega je umoril, kogar je obvladal. To je cesarju začelo iti po glavi. Lejte, sino, kaj bo, če se Brdavs ne ukroti. Usmrtil mi je že vso največjo gospodo. Presnita reč, vendar, da mu nihče ne more biti kos. Cesarost, ali več ne morete pametovati, kaj se je godilo pred lansko zimo blizu Trsta? Kaj neki? Tisti Krpan, ki je tovoril s kresilno gobo in brusi. Ne veste, kako je kobilica v sneg prestavil, kakor bi nesel skledo na mizo. Če ne bo Krpan Brdavsa premogel, drugi tudi ne, tako vam povem. Saj res, precej se mora pon poslati. Poslali so veliko lepo kočijo po Krpana. Ta je bil ravno ta čas natovoril nekoliko soli pred svojo kočo. Mejači so bili pa vse čisto uvedeli, da se zopet napravlja po kupčiji. Pridejo tedaj naden, ter se ga lotijo. Bilo jih je 15, ali on se jih ni ustrašil. Pisano je pogledal in prijel prvega in druge z njim omlatil, da so vsi podplate pokazali. Ravno se je to vršilo, kar se v četvr pripelja nova lepa kočija. Iz nje stopi cesarski sel. Zdaj pa že vem, da sem prav pogodil. Ti si Krpan z vrha od Svete Trojice, kaj ne? Krpan sem, z vrha tudi, od Svete Trojice tudi. Ali kaj pa bi radi?
Če mislite za voljo soli, kaj svetujem, da mirujte. 15 jih je bilo, pa si jih nisem bal, hvala Bogu. Samo enega se tudi ne bom. Le urno zapri kobilo v konjak, pa se hitro pražnje obleci. Pojdeva na Dunaj do cesarja. Kdor če iti na Dunaj, mora pustiti trebuh zunaj, to sem slišal od starih ljudi. Jaz ga pa menim sabo nositi, koder bom tovoril in dokler bom tovoril. Nikar ti ne misli, da šale uganjam. Saj bi tudi ne bilo zdravo. Kar sem ti povedal, vse je res. Ali več ne veš, kako si bi umaknil pred lansko zimo kobilico kočiji iz pota? Oni gospod na vozu je bil cesar, pa nihče drug, veš? Cesar? Menda vendar ne. Cesar, le poslušaj. Prišel je zdaj na Dunaj hud velikan, ki mu pravimo Brdaus. Tak je, da ga nihče ne ustrahuje. Dosti vojščakov in gospode je že pobil. Pa smo rekli, če ga živ krst ne zmore, Krpan ga bo. Lej, ti si zadnje upanje cesarjevo in dunajskega mesta. Če ni drugega, kakor tisti prekleti Brdaus. Poslušajte, kaj vam pravim. 15 Brdausov za malo južino. To je meni toliko, kolikor vam kamen poriniti čez lužo. Jo preskoči, dete 7 let staro. Samo varite se, da me ne boste vodili za nos. To reče in brž dene sol s kobile, kobilo pa v konjak. Gre v kočo, ter se pražne obleče, da bi ga pred cesarjem ne bilo sram. Ko se preobuje, ven priteče in sede v kočijo, ter naglo zdrčita proti Dunaju. Ko prideta na Dunaj, bilo je vse mesto črno pregrneno, ljudje so pa klavrno lazili, kakor mravlje, kadar se jim zapali mravlišče. Tako prideta na cesarski dvor, ki pravijo, da je neki sila velik in jako lep. Tam stoji straža, vedno pri vratih noč in dan, v letu in zimi, naj bo še tako mraz. In brž je zaupila v Krpanovem prihodu, kakor imajo navado, kadar se pripelja kdo od cesarske rodovine. Bilo je namreč naročeno že 14 dni dan za dnevom, da naj se nikomor in nikoli ne oglasi, samo ta čas, kadar se bo pripeljal tak in tak človek. Tako so se veselili Krpana na Dunaj. Kaj bi se ga pa ne? Presneta jim je bila huda za nohti. Ko cesar sliši vpitje, precej ve, kdo je, in teče mu naproti. Krpan z vrha, ali me še poznaš? In kaj bi vas ne? Saj ni več kot 2 leti, kar sva se videli. Miro lepo zdravi, kakor se na vašem licu vidi. Kaj pomaga ljubo zdravje, ko pa drugo vse narobe gre? Saj si že slišal od velikana. Kaj tež ti, kaj bo iz tega, če se kako kaj ne preonegavi? Sina mi je ubil, lej. Koga bo drugega? Glavo mu bomo vzeli, pa je. Menim, da, ko bi le mogli. Oh, ali njega mislim pod soncem junaka, da bi vzel Brdausu glavo. Zakaj ne? Slišal sem, da vsi ljudje vse vedo. Na vsem svetu se pa vse dobi. Pa bi se ne dobil tudi junak nad Brdausa. Kakor sem uboren človek, ali tako peklensko ga bom premikastil, da se mu nikdar več ne bodo vrnile hudobne želje po Dunaju razsajati. Če Bog da, da je res. Da si močan, tega si me preveril. Ali pomisliti? On je orožja vajen iz mladih dni. Ti pa si prenašal zdaj le bruse in kresilno gobo po Krajskem. Sulice in meča menda še nisi videl nikoli drugje, kakor na križevem potu v cerkvi. Kako se ga boš pa lotil? Nič se ne bojte, kako ga bom in s čim ga bom. To je moja skrb. Ne bojim se ne meča, ne sulice, ne drugega velikanovega orožja, ki vsemu še imena ne vem, če ga ima kaj veliko na sebi. Vse to je bilo cesarju po godu in brž veli prinesti polič vina, pa kruha in sira, rekoč, na Krpan, pi pa jej, potlej pojdeva orožje izbirati. Krpanu se je to vele malo zdelo, polič vina takemu junaku, pa je vendar molčal, kar je preveliko čudo, kaj pa je hotel. Sem menda že slišal, da gospoda so vsi malojedni zato, ker jedo, kadar hoče in kolikor hoče kateri, zgolj dobrih jedi. Ali kmečki človek, kakor je bil Krpan, ima drugo za bregom.
On tedej použije, ko bi kvišku pogledal, ter naglo vstane. Cesar je vse videl in ker je bil premeten mož, tudi precej spoznal, da takemu truplu se morajo večji deleži meriti. Zato so mu pa dajali od tega časa dan na dan, dokler je bil na Dunaju, 2 krači, 2/4 janca, 3 kopune in ker sredice ni jedel, skorje 4 belih pogač z maslom in jajci omešanih. Vino je imel pa na pravici, kolikor ga je mogel. Ko prideta v orožnico, Krpan izbira in izbira, pa kar prime, vse v rokah zdrobi, ker je bil silen človek. Cesarja skoraj obide zona, ko to vidi, vendar se stori srčnega. No, boš kaj kmalu izbral? V čem si bom pa izbiral? To je sama igrača. To ni za velikana, ki se mu pravi brdavc, pa tudi ne za mene, ki mi pravite Krpan. Kje imate kaj boljega? Če to ne bo zate, sam ne vem kako bi. Večjega in boljega nimamo. Veste kaj? Pokažite mi, kje je katera kovačnica. Pelja ga hitro sam cesar v kovačnico. Krpan vzame koš železa in najtežje kladivo, ki ga je kovač vselej z obema rokama vihtel. Njemu je pa v eni roki pelo, kakor bi koso klepal. O, tat sežgani, pravijo vsi, ko to vidijo. Še cesarju se je imenitno zdelo, da ima takega hrusta pri hiši. Krpan kuje in kuje, goni meh na vse kriple, ter naredi veliko reč, ki ni bila nobenemu orožju podobna. Imela je največ enakosti z mesarico. Ko to izgotovi, gre na cesarski vrt in poseka mlado košato lipo iznad kamnite mize, kamor so hodili gospoda poleti hladice. Cesar, ki mu je bil zmerom za petami, brž priteče. Krpan, in kaj pa to delaš, da tebe so pali? Ne veš, da cesarica raje da vse konje od hiše, kakor to lipo od mize, pa si jo posekal. Kaj bo pa zdaj? Kar je, to je. Zakaj mi pa niste druge pokazali, če se vam te tako smeli? Kaj pa bo? Drevo je drevo, jaz pa moram imeti les na les za svojo rabo, kakršnega v boju potrebujem. Cesar molči, ker vidi, da ne pomaga zvoniti, ko je toča že pobila. Pa vendar ga je skrbelo, kako bi se izgovoril pred cesarico. Krpan tedaj naredi najprvo toporišče mesarici, potem pa obseka pol sežna dolg, ter na enem koncu jako debo ki, pa gre pred cesarja. Orožje imam, ali konja nimam. Se menda se ne bova pešla sala. Pojdi, pa vzemi konja, katerega hočeš. Zdaj vem, da le široko ustiš. Daj bom jaz papež v Rimu, takrat, kar boš ti zmogel velikana. Če misliš, primi ga, pa mu odstrizi glavo, ako si zakaj. Da bo imela moja država mir pred njim, ti pa veliko čast in slavo za njim. Kar se tiče brdavca, to ni igrača, kakor bi kdo z grma zapodil vrabca, ki se boji vsakega odcepka in kamna. Koliko junakov pa imate, da bi se upali naden? Zapomnite si, cesarost, kar sem obljubil, storil bom. Čeprav od jeze popukajo vsi obrekovalci, ki me mrazijo pri vas. Zdaj pa le pojdite, greva da konja izbereva. Nočem takega, da bi pod mojo težo pred velikanom počenil na vse 4 noge, vam v sramoto, meni v sitnost. Dunajčanje bi se smejali, vi pa rekli, poglejte ga, še konja mi je izprinil. Po čem boš pa konja poznal, je li dober ali ne? Potem, da se mi ne bo dal za rep čez prag potegniti. Le skusi, ali da ravno si prekanjeni tat, stori mi dovolj sitnosti pred cesarico? Svarim te, kvari se detektiri ne ubije, konji so iskri. Martin Krpan pak izoleče prvega in zadnjega in vse druge čez prag. Še celo tistega, ki ga je sam cesar jahal samo 2krat v letu, namreč v veliki noči pa v svetem telesu. To se je menda cesarju posebno pod nos pokadilo. Tukaj ga nimate za moje sedlo. Pojdiva k drugim. Če niso ti zate, moraš se peš bojevati. Ti nisi pravdarski človek.
Vem, da ga nimam v cesarstvu takega, da bi ga ti zagovedešte zvlekel. Kaj pa že prazna. Jaz imam doma kobilico, kateri ne izvleče noben vaših junakov. Stavim svojo glavo, če ni drugače, da ne poreko Dunajčani z Brdavcem vreda lažem. Pa ni tista, ki si z njo plesal po snegu. Tista. Zdaj pa že vidim, da si bebec. Ali pa mene delaš bebca. Variš se me, Krpane. Moja roka je dolga. Če je s tem dalja, pa vendar ne seže velikanu še celo do pasa, ne. Nikar še do brade, da bi ga malo uskubla in zlasala. Ampak pustimo šale takim ljudem v napotje, ki nimajo drugega dela, kakor da z njimi dražijo svojega bližnjega. Meniva se raje od Brdavsa, ki še zdaj nosi glavo. Pošljite mi hitro po kobilo, ali pa ne grem sam po njo. Toda potlej ne vem, ko bi mene več ne bilo nazaj. Cesar, ko to sliši, urno pošle na vrh po Krpanovo kobilico. Ko jo pripeljejo na Dunaj, skušali so jahači in konjari in vsi tisti, ki so učeni, kako velja v strah prijeti konja, bodi si hud ali pa krotak, a kobilice ni nihče premaknil z mesta. Vsakega je vrgla na gnojno gomilo. Bilo je ravno svetega Erazma dan. Krpan vzame kij in mesarico, zasede kobilico, pa jezdi iz mesta na travnik, kjer se je Brdavs bojeval. Martina je bilo čudno gledati. Njegova kobilica je bila majhna, noge je imel velike, tako da so se skoraj po tleh za njim vlekle. Na glavi pa nosil star klobuk širokih krajev, na sebi pa debelo suknjo iz domače volne. Vendar se nobenega ni bal. Celo sam cesar ga je rad poslušal, kadar je kakšno prav žavtovo razdrl. Ko ugleda Brdavs jezdeca, svojega sovražnika, začne s krohotom smejati se. Ali je to tisti Krpan, ki so ga poklicali nadme tako daleč, tam z vrha v Svete Trojice? Mar bi raje bil ostal doma, za pečjo, da bi ne cvelil svoje stare matere, ako jo še imaš, da bi ne žalil svoje žene, ako ti jo je Bog dal. Pojdi mi izpred oči, da te videl ne bom, pa le naglo, dokler mi je srce še usmiljeno. Če me zgrabi jeza, ležal boš na zemlji krvav, kakor je sam cesarjev sin in 100 drugi. Če nisi z Bogom še spravljen, urno skleni, kar imaš. Moja misel ni dolgo čakati. Mudi se mi domov za peč. Tvoje besede so mi obudile v srcu živo željo do svoje koče in do svoje peči. Ali pa prej vendar ne pojdem, da tebi vzamem glavo. Pa ne zameri. To mi je naročil moj gospod, cesar. Jaz nisem vedel ne zate, ne za tvoje velikanstvo in za vse krvave poboje. Prijezdi bliže, da si podava roke. Nikoli si jih nisva poprej, nikoli si jih ne bova pozneje. Velikan naglo prijezdi, ter mu poda svojo debelo roko. Krpan mu je pa tako stisne, da precej kri za nohto udari. Brdavs malo zareži, pa vendar nič ne pravi, ampak misli si, ta je hud in močan. Pa kaj bo, kmet je kmet, saj ne zna bojevati se, kakor gre junakom. Urno zasukneta vsak svojega konja in zdirjata si oddaleč naproti. Brdavs visoko vzdigne meč, da bi že v prvem odsekal sovražniku glavo, ali tam urno podstavi svoj kij, da se meč globoko zadere v mehko lipovino. In preden ga velikan more iztreti, odjaha Krpan z male kobilice, potegne Brdavsa na tla, pa ga položi, kakor bi otroka v zibu deval, ter mu stopi za vrat. No, zdaj pa le hitro izmoli eno čenašek ali dva in pa svojih grehov se malo pokesaj. Izpovedal se ne boš več. Nimam časa dolgo odlašati. Mudi se mi domov za peč.
Znaj, da komaj čakam, da bi zopet slišal zvon, ki poje na vrhu pri Sveti Trojici. To izreče, pa vzame počasi mesarico ter mu odseka glavo in se vrne proti mestu. Dunajčanje, ki so do zdajle oddaleč gledali, pride rok njemu. Tudi sam cesar mu pride naproti, pa ga objame pričo ljudstva. Krpanu se je to kaj dobro zdelo, da je dosegel toliko čast in držal se na svoji kobilici, kakor bi šel v gostje vabi. Saj se je tudi lahko, še tu med nami, če kdo kakega slepca ali belouška ubije, še ne ve, na kateri grm bi obesil, da bi jo videlo več ljudi. Ko pridejo v cesarsko poslopje, vsi knezi, vojskovodje in vsa prva gospoda s Krpanom, spregovori najprvo sam cesar in pravi. Zdaj si pa le izberi. Dam ti, kar želiš, ker si zmogel tolikega sovražnika in otel deželo in mesto velike nadloge in nesreče. Nimam take stvari v cesarstvu, da bi dijal, ne dam ti, če hočeš. Celo Irico, mojo edino hčer, imaš na ponudbo, pa ko nisi še oženjen. Ne boš je imel, ne. Lepo si mi spridil. Hčere ti pa ne dam. Ljubeznivi, moj mož. Menda ti je kri v glavi zavrela. Ne morem ti dobrega reči, da govoriš take besede, ki sam dobro veš, da so prazne ena in druga. Pa tudi vas naj bo sram. Vas, gospodje. Grdo je tako, da se mora kmet za vas bojevati. Še dan danes bi li pa lahko stala. Pa tudi velikan več ne imel glave, ko bi vi kaj veljali. Res je, Krpan. Otel si cesarstvo in tudi Dunaj si otel. Zato boš pa dobil vina sod, ki drži 50 malih veder, potem 105 pogač, 20 jancev in pa 48 krač ti bomo dali. Dobro me poslušaj. To moraš pa vse domu na Kranjsko spraviti, ako hočeš. Prodati pa ne smeš cepera, ne tukaj, ne na potu. Kadar boš na vrhu pri Sveti Trojici, potlej pa stori, kakor se ti zdi. In ker zdaj nimamo tukaj nobenega brdavsa več, menda ne bo napak, če osedlaš imenitno svojo kozico, ki praviš, da je kobilica, pa greš lepo počasi proti vrhu. Pozdravi mi tam kaj vse vrhovščake, posebno pa mater županjo. Cesarica je to izgovorila, pa je šla precej spet v svoje hrame. Vseh gospodov je bilo jako sram, kaj bi jih pa tudi ne bilo, prebito jih je obrenkala, prav kakor takim gre. Krpan se je pa držal, da je bil skoraj hudemu vremenu podoben. Kakor bi se za mokrcem bliskalo, tako je streljal z očmi spod srditega čela, obrvi so mu pa sršele kot dve metli. Da te treni, kako je bilo vsem okoli njega čudno pri srcu. Še cesar je plaho od strani gledal. Cesar? Pa vendar, ker sta bila vedno velika prijatelja, zato se počasi predrzne in reče. Krpane, leti molči, mi dva bova že naredila, da bo prav. Veste kaj? Bog vas obvari, pa nikar kaj ne zamerite. Čakaj, no, dej si dopovedati. Bogka stvari se mi, da nisi voda. Koga? Menite, da nisem še zadosti slišal, Kali? Meni bi gotovo segla brada že noter do pasa ali pa še dalj, ko bi se ne učedil vsak teden dvakrat. Pa bo kdo pometal z mano? Kdo je pome poslal kočijo in 4 konje? Vi ali jaz? Dunaja ni bilo meni treba, mene pa Dunaju. Zdaj se pa tak isto dela z mano. In pa še za voljo mesa in vina moram očitke požirati. Ni grjega na tem svetu, kakor to, če se kaj da, potlej pa očita. Kdor noče dati, pa ne ima sam. Pa tudi, kdo bi mislil, da Lipove pravde še zdaj ni kraja ne konca? Ali je bilo tisto drevesce vaš bog, ali kaj? Tak les raste za vsakim grbom, Krpana pa ni za vsakim voglom, še na vsakem cesarskem dvoru ne, hvala Bogu. Ampak to vam pravim, samo še enkrat te pride brdavc na Dunaj, potlej pa zopet pošljite pome kočijo in služabnika, ali pa še celo svojo hčer, ki ne maram za njo malo in dosti ne.
Pa bomo videli, kaj boste pripeljali z vrha od Svete Trojice. A ko bo krpan, mesa in kosti gotovo ne bo imel. Ampak iz ovsene slame si ga boste morali natlačiti. Pa se ga ne bodo še vrabci dolgo bali, nikar že velikani. Mislil sem iti brez besedice govorjenja. Ker ste me pa sami ustavili, ne bodite hudi, če sem vam katero grenko povedal. Se menda veste, kako je dejal raj nikjer nejko na golem. Ali ga bom s pogačo pital, kadar se s kom kregam, ker ga bolj ujezitomu zabelim. Zdaj pa le zdravi ostanite. Martin, potrpi no, saj ne bodi tako neučakoven. Ti ne pojdeš od naše hiše, verjemi te ne. Saj sem jaz gospodar, veš? Vsak človek je tak, kakršnega je Bog dal. Vsak ima nekaj nad sabo. Kdor ni grbast, morda je pa trobast. Moje obnašanje ni za vas, že vidim, da ne. Tega se tedaj ne menimo, da bi jaz tukaj ostal. Saj tudi kobilica, ki se ji pravi kozica, ni vajena z mirom ob suhi krmi. Cesarost, veste kaj? Kaj bi rad, minister Gregor? Cesarost, vaš norec Stehan je umrl. Včeraj smo imeli 8. dan za njim. Stehan in Krpan, to se je nekam jako podobno. Kaj menite? Morda bi leta prevzel njegovo službo? Nič se ne ve. Zvitorepec je, debel je, smešen tudi, jezičen ravno tako. Vse krščanstvo ga nima takega. Magister Gregor, veste kaj? Enkrat sem bil vaš bebec, 2krat pa ne bom. Smejalo bi se malo in veliko meni in moji zarobljeni pameti, ko bi to naredil. Zdaj pa dobro, da mi je prišlo na misel. Malo bi bil pozabil, ker imam že dolgo na jeziku. Cesarost, nekdaj ste me bili srečali s kobilico v snegu, kaj ne? Bilo je tako, bilo. Kaj pa sem nisel na tovoru? Bruse, pa kresivno gobo. To je bilo ta čas, ko ste se vi peljali v Jeruzalem. Bo, saj je ta. V Trst sem šel. Za Jeruzalem toliko vem, kako za svojo zadnjo uro. Jaz pa za bruse in kresivno gobo ravno toliko. Takrat, veste, vam nisem bil resnice povedal, kar mi je še zdaj žal. Angleško sol sem prenašal. Pa saj se nisem bal pravzaprav ne vas, ne vašega kočjaža. Pa taka je le. Kadar se človek zasukne z pravega pota, naj bo še tako močan, pa se vendar boji, če veja ob vejo udari. Ne veš, da je prepovedano? To je nevaren človek, Cesarost. Državi dela škodo. Primite ga, zaprimo ga. To me bo. Morda vi, dolgopetec, ki ste suhi kako ražen, ki je vas in vašega magistrovanja z vami komaj za polno pest, z eno samo roko vas porinem čez svetega Štefana streho, ki stoji sredi mesta. Nikar praznih besed ne razdirajte. Le ti meni povedi, če bi morda še kaj rad. Mi dva ne bomo v sovraštvu ostala. Ne, če Bog da ne. Minister Gregor ti ga pa le pusti. Že jaz vem, kako je. Poslušajte me tedej. Moje utepanje z Brdavsom vem, da je imena vredno. Kaj se zna? Morda bodo postavači še celo skladali pripovedovalke in pesmi, da se bo govorilo, ko ne bo ne vas, ne mene, ne kosti, ne prsti, če ne bo magister Gregor dal drugače v bukve zapisati. Če je vaša draga volja, dejte mi tedej pismo, ki bo veljavno pred vsako duhovsko in deželsko gospodsko. Pa tudi svoj pečat morate udariti, da bom brez skrbi nosil angleško sol po svetu. Gregor, vzemi pero pa zapiši, kakor je Martin rekel. Tebi, Martin, bi pa še eno rekel. Ali prodaš meni pogače in vino, pa kar je še drugih reči? Najlažje bo tako, lej. S cesarico bom že jaz govoril, da bo prav. Mošno cekinu ti dam, ti boš pa blago pustil. Pol drugo mošnjo, pa še kakšno krono po vrhu vem, da je lepo vredno, ko bi prodajal brat bratu. Pa naj bo, no, pri vas ne bom na tisto gledal. Na mošno! Tu je pa še pismo. Saj nocoj tako ne pojdeš iz grada.
Lepa hvala vam bodi naj popred za pisemce, da ga bom v zobe vrgal vsakemu, kdor me bo ustavljal na cesti. Pa tudi za voljo mošnička se ne bom krčil. Kaj se ve, kaj zadene človeka v neznanju. Morda mi utegne še na hvalo priti. Vselej pravijo, bolje drži ga, kakor lovi ga. Pri vas pa ne bom ostajal čez noč, ako se vam ne zamerim skozi to. Že hudo me ima, da bi spet enkrat bil na vrhu pri Sveti Trojici. Cesar mu je roko podal, pa tudi Gregorju velel, da naj mu jo poda. Minister se ni branil, ali vendar je bil za voljo pisma ves zelen od jeza. Krpan zadene Kin mesarico in to so bile njegove zadnje besede. Cesarost, ko bi se spet oglasil kak Brdavs ali kdo drug, saj veste, kje se pravi na vrhu pri Sveti Trojici. Pozdravil bom pa še vrhovščake in mater županjo. Zdravi ostanite. Srečno hodi! Pravi cesar, minister Gregor pa nič